En lep sončen pozdrav. Evo, mislim, da ste videli že, lahko rečemo, kar kraljica med zelišči, in to je seveda že zelo, zelo dolgo znana kamilica. Kamilica je zdaj, bom rekla, kar že v polnem cvetju, mi smo jo že večkrat nabirali, pa še vedno takole močno cveti. Pobiramo torej cvetočo rastlino, cvet, lahko zraven vzamemo tudi nekaj listov in pa steblo, tako da se ni treba mučiti in samo cvet pa podcvet, lahko vzamete mogoče tudi kakšne škarice in odrežete takole zgornji del rastline. Kamilico je najbolje sušiti naravno ali pa čisto počasi s pomočjo umetne toplote, da ne izgubi preveč svoje arome. Kljub temu pa moramo paziti, da ohrani svojo barvo in pa seveda zdravilne učinkovine. Z kamilico se srečamo, bomo rekli, že kar pri samem rojstvu in jo uporabljamo potem praktično skozi celo življenje. Najbolj se pač seveda uporablja pri težavah z trebušnimi krči, če so kakšne težave z urinom, prehladom, če imamo kakšne težave z vnetji, kot je na primer vnetje oči, s tem zdravimo tudi živali, da pač uporabljamo kamilični čaj in s tem umivamo oči, na primer, ali pa kakšne rane, vnete rane, ki se zelo težko celijo. Namesto da si iz kamilice pripravimo čaj, lahko uporabimo tudi hidrolat kamilice, zelo učinkovit pri zdravljenju raznih vnetij in pa kakšnih ran, ki se ne celijo dobro. Uporabna je tudi za umivanje lasišča, torej če želimo imeti močne, krepke lase, goste lase, si umivamo lasišče s kamilico, s kamiličnim čajem, malenkost močnejšega skuhate, kot pa je za notranjo uporabo. Notranje odpravlja torej vnetja, napihjenost, miri bolečine žolča, vranice, trebušne slinavke, želodca. Uporabna je tudi pri vnetjih ledvic, mehurja. Tudi dobra je po kakšnih ginekoloških posegih. Če imamo težave z menstruacijo, močne boleče menstruacija, če je težava s premočnim belim tokom. Na splošno pa je znana tudi po svojih učinkovinah, da dobro pomirja, če so težave z živčnostjo, razdražljivostjo, nespečnostjo, jo kar pridom uporabimo. Torej, najpogosteje se uporablja kot čaj, lahko si pripravite tudi kot tinkturo. Zelo dobro se odnese tudi kamilično mazilo, kot sem povedala, je primerno na primer pri kakšnih ranah, ki se slabo celijo. Dobra je tudi, če imamo zdaj v poletnem času, če nas mogoče opeče sonce preveč, uporabimo kamilično mazilo pri teh opeklinah. Kamilica pa je mogoče ena tista rastlina, ki smo jo večkrat uporabili, kadar smo imeli torej želodčne oziroma trebušne težave in smo tudi bruhali. Ponavadi so nam skuhali kamilični čaj, vendar ravno glih to je narobe. Piti bi morali takrat metin čaj, ker meta pomirja in pa hladi želodec, medtem ko kamilica ga še nekoliko bolj razdraži. Torej, če so težave z bruhanjem, takrat se pač kamiličnemu čaju izogibamo. Uporabna je tudi na primer pri kuhi, torej za barvanje testa, za barvanje jajčk,
Če delamo kakšne razne pijače, odličen je tudi liker, kamilični liker. In pa seveda sirup, ki bo zdaj v poletnem času zelo dobro prišel pri osvežitvi. Drugače pa kamilica je zelo dobro uporabna tudi pri vrtninah, torej na vrtu, in si lahko iz nje na primer pripravimo škropivo za paradižnik. Poleg kamilice potrebujemo pa še rman, ki pa je tudi že se razcvetel oziroma bo ravnokar v svojem polnem cvetu. Torej za škropivo, za paradižnik pa potrebujemo 20 gramov kamilic, 1 liter vode in iz tega pripravimo najprej tak poparek za 15 minut. Potem to precedimo, odstavimo in pustimo, da se ohladi. Potrebujemo še 200 gramov rmana, spet liter vode. Ta pa se pripravi kot hladni namok za 24 ur, podobno kot da bi delali škropivo iz kopriv. Ta dva namoka, oziroma najprej potem čaj iz kamilice in potem ta hladni namok iz rmana, zmešamo skupaj. Temu primešamo še 10 litrov vode in pa 2 decilitra nehomogeniziranega mleka. To škropivo potem uporabljamo torej za krepitev in pa zaščito paradižnika, sploh kadar je veliko padavin. Takrat ga uporabimo nekje 2 do 3krat na teden, drugače pa kot neko preventivo lahko enkrat tedensko dovolj. Lahko tudi zalivate samo s kamilico, torej z močnim kamiličnim čajem. Ta pa nekako krepi celične stene plodov in pomaga, da se, ob močnem deževju, da paradižniki ne popokajo. Zdaj pa ni uporabno to samo za paradižnik, to lahko uporabite tudi pri kakšni papriki, pri malancanih, pri kumarah, bučkah. Zelo uporabno, v glavnem tudi na našem vrtu. Tako, kot če ste mogoče lahko videli, tudi izredno medovita rastlina, tako da poskusite si jo čim več nekje posejati, vsako leto se vam bo sejala sama. In če je ne porabite vse, jo pustite kot hrano za čebelice. Pa lep sončen pozdrav do naslednjič.